Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o nemški tehnologiji med drugo svetovno vojno in sicer o težkem tanku Panzer VI, ki je bolj poznan kot Tiger 1. Ste vedeli, da je nemški tank Tiger 1 med zavezniki veljal za pravo jekleno nočno moro? Po zaslugi smrtonosnega topa in debelega oklepa je bil strah in trepet na bojišču. Vse skupaj se je začelo leta 1938, ko se Nemci odločijo, da je treba zamenjati Panzer IV. V Henschelu začnejo s prototipom in leta 1941 naročijo tank VK36.01, mogočno železje, ki bi lahko švignilo s hitrostjo 40 km/h. A ne gre samo za hitrost. Tale tank mora tehtati kar 45 ton in imeti 8,8 cm top, kar je zelo konkretna nadgradnja. Toda Henschel ni bil edini, ki je želel zmagati na Hitlerjevemu rojstnodnevnem natečaju za njegov rojstni dan, aprila 1942. Tudi Porsche se je s svojim VK4501P boril za naziv tank leta, vendar je zmagal Henschel. Zakaj? No, verjetno je bil hitrejši za izdelavo prototipa. Končno dobi svoj uradni naziv Panzerkampfwagen Tiger Ausf E. Seveda, ker brez super ekipe ne gre, so ga upravljali kar trije v kupoli: poveljnik, strelec in nakladač, ter dva v trupu, voznik in radijski operater. Tako so ustvarjali sanjsko ekipo petih, ki je zadevala cilje kot po tekočem traku. Motor in oklep. Za oklepom debelim 25 do 120 mm je bil Tiger 1 prava trdnjava na kolesih. Kljub temu, da so mu za blato dali širše gosenice, se je na vzhodnih frontih kljub vsemu večkrat zataknil v zamrznjeni zemlji. Nekateri bi rekli, da mu je blato postavilo ledeno past. A s tem tankom so imeli tudi druge težave. 55-tonski velikan je imel motor V12 Maybach, ki je proizvajal 690 konjev, kar je bilo zelo malo za takšno pošast. Za največjo hitrostjo je lahko vozil le 38 km/h, a je potreboval čas za ogrevanje. In zdaj najboljše, njegov strašni 88 mm top KVK-36, ki je brez težav prebijal oklep ameriških tankov M4 Sherman. A to še ni vse. Dva mitraljeza, MG34 ali MG42, sta bila nameščena za še več moči. En je bil v oklepu in eden je bil zunaj oklepa, se pravi na strehi. Prav tako pa je na strehi kupole imel tudi dimne granate, da bi sovražnike pustili v megli. Tiger 1 je prvič srešil britanske vojake v Tuniziji leta 1942. Njegov sloves se je hitro razširil, saj je bil prisoten povsod, od Italije, Normandije do vzhodne fronte. Šele sredi leta 1944 so zavezniki razvili tanke, kot so britanski Sherman Firefly in ruski T-34-85, ki so mu lahko stopili po robu. Med avgustom 1942 in avgustom 1944 so Nemci izdelali 1350 Tigrov 1. Nekateri redki modeli vključujejo poveljniški Belveš Panzer Tiger in še bolj eksotičnega Sturm Tigerja s svojim orjaškim samohodnim minometom, ki bi ga lahko poimenovali kar metalna pošast. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.